Erik, zdaj imamo pa še ta del pogovora o kompetencah. Si že kaj uspel pogledati? Profil? Ja, sem preletel, sem opazil ene take razlike v ocenah, mislim, presoji, samo presoji, tako da ja, mi je dobro, no, da imamo zdaj ta pogovor, ker ene stvari sem tako, nisem čisto razumel, no. No, sej, to je tudi cilj, ne, da tudi namen moj je, da se dosti odprto pogovoriva danes o teh temah, predvsem, da pogledava, kaj so tista izhodišča, ne, za ocenami, torej kako ima vsak pogled na to oblikovan, potem pa da poiščeva mogoče res kakšno področje, kjer bi bilo za oba boljše, če narediva še en korak naprej, pa se o tem malo konkretno pogovoriva. No? Je to ok? Ja. Okay. Bom ti dal kar besedo, rekel si, ne, torej, da tako malo sem začutil, da na parih teh rezultatih si bil neprijetno presenečen. Ja, pri enih neprijetno, pri enih prijetno. Ja, mislim, neprijetno me je ta zavezanost strokovnosti presenetila, no? Ker jaz sem se ocenil kot, mislim tako, se mi zdi, da se dosti učim, se trudim tudi drugim pomagati s tem znanjem, ja, dosti vlagam v to, no? Mi je ta zavezanost strokovnosti je meni osebno pomembna tudi kompetenca. Ja, se meni tudi za dobro delo, ja. In ja, sem povedal, da me ti malo drugače vidiš. Ja, bil sem nekoliko bolj strog, ne, na tej kompetenci. Pravzaprav ne, so bile tvoje vrednosti večinoma na maksimumu. Jaz sem pa probal čim bolj realno pogledati stvari, ker mislim, da je to tudi najboljše sporočilo, ki ti ga lahko dam z mojega vidika. Torej, in sem mogoče ene zadeve videl nekoliko bolj kritično. No. Vse lahko greva to pogledati. Se pravi, ti sebe vidiš kot nekoga, ki se veliko uči, ne, in tako naprej. Bi še kaj dodal na to temo? Pač pomembno mi je to, zato tudi vlagam čas in energijo. Sem mislil, da se to tudi mogoče bolj vidi navzven. Ne vem, me zanima tvoj pogled. Na tej kompetenci sem jaz opazil predvsem kar nekaj zelo izstopajočih, ne, potez vedenj in potem na drugi strani mogoče nekaj, ker in niso bila ta vedenja toliko močna, pa mogoče ti bom probal konkretizirati. Ta količina energije, časa, ki ga vlagaš v učenje, to je res pohvale vredno, ne? Tega je zelo, zelo veliko. In tudi način razmišljanja, ne? Torej vedno neki sklici na podatke, na argumente, na stroko, zakone, to mi je zelo všeč, ne? Ker enostavno se pogovarjamo lahko na eni visoki ravni. Ne? Tisto, kar je nekoliko znižalo, ne, to povprečje na moji strani, je bilo, koliko intenzivno sem opazil prenos teh vsebin pol v prakso. Ne, sploh letos, ne, zadnjo leto, ko sem gledal, si šel na veliko zelo močnih treningov, ne, od umetne inteligence do medosebnih odnosov. Potem, ko sem parkrat načel s tabo tudi po sestanku, ne, ok, kaj ti je bilo to koristno, si rekel vse, če se ne motim, ne. Potem sem pa želel res slišati, kaj si pa uporabil, si rekel, zdaj še nisem, ne. Ta del, recimo, me je dal zamisliti, koliko te pa to pol motivira, da v praksi pol tudi narediš? Ja, nasplošno mi je to v bistvu cilj, ne, zakaj grem na izobraževanja. Je pa res, da v zadnjem letu, sploh tako so bila taka, da pač nisem imel še priložnosti dejansko dati v prakso, ne. To z umetno inteligenco, vseeno, dokler ni jasno, kaj lahko uporabljamo, pa kaj ne, težko zdaj neke, ne, vsaj meni se je zdelo, no, težko neke sisteme postavljamo, kar smo se tam učili, te agentne sisteme, jih pač načeloma ne smemo uporabljati pri delu. Ja, tega vidika ne smemo, ja. Je pa še kar nekaj področij, ker se pa kaj da, ne? Ja, mogoče me je tako malo demotiviralo to, da se ful stvari ne da, pač potem sem pa dal to malo on hold, da malo počaka. Kaj pa na področju odnosov? Mislim, ta je tudi ena taka poglobljena tema, ker veliko dela z ljudmi. Tam si bil tudi na eni kar kakovostni delavnici. Kaj je bil pa tam mogoče razlog, da sem vsaj jaz osebno manj opazil teh implementacij? Ja, pa tam je mogoče bolj implicitno. Sej, čeprav sva oba v bistvu visoko ocenila krepitev sodelovanja. Ja, trenutno raven krepitve sodelovanja absolutno.
Tu pa govorimo bolj o tem, koliko teh novih vsebin, ne? Ko ti greš nekaj, kar ti je zanimivo, koliko čutiš tiste želje potem, da jih probaš vključiti v nekaj, kar delaš. Močno željo čutim. No? Koliko ti pa uspe narediti? Ja, kot kje, ne? Pri medosebnih odnosih se mi zdi, da se to poznam, ampak je v bistvu implicitno. Verjamem, da je težko opaziti navzven, da mogoče vprašanja daje malo bolj odprta, pa da malo bolj aktivno poslušam. To je mogoče težko opaziti tako kot vodja od zunaj, ampak vseeno se pa bolj poznam pri krepitvi sodelovanja mogoče. Okay. Kaj pa združevanje, ne? Recimo, zdaj imaš veliko takega interdisciplinarnega dela. To je še en teritorij, no, ker sem hotel tudi s tabo malo reči o tem. Glede na to, da si zelo dober strokovnjak na svojem področju, recimo zadnjič, ko si delal eno študijo, to zadnjo ravno o analizi zadovoljstva in povezavi med zadovoljstvom in absentizmom, tam sem malčkeno pogrešal še tudi drug vidik, ne? Torej ta vidik, ki ni tebi toliko domač, s katerim se manj ukvarjaš, številčen, ekonomski in tako naprej. Kako so ti pa te teme? To je res, ko hočem biti učinkovit in pač rešiti zadevo, mogoče ne pogledam vseh vidikov za voljo v bistvu, te neke učinkovitosti. Okay. Predvsem moje učinkovitosti. Se pravi, učinkovitosti v katerem smislu? Ker meni osebno je pomembno, da je zadeva interdisciplinarno obravnavana pa celovito, ne? To dojemam kot del dobrega rezultata. Kaj pa je tebi tu glavna stvar pri učinkovitosti? Da sem zajel tisto bistveno, kar je bil pač tisti vidik, ki ga tudi jaz najbolj poznam, in oddal še malo pred rokom, da v bistvu sem pol tudi uspel še druge stvari delati. Čas, tako ja. Okay. Koliko si pa z moje strani nekako dojel do zdaj, no, da je pomembno, da je to res celovito obravnavano, tudi če ni kak dan pred rokom. Lahko je na rok, pa mi je še vedno v redu. Koliko je to sporočilo prišlo, recimo, mogoče do tebe? Pa, zdaj, ko se pogovarjava, v bistvu se spomnim, da si enkrat omenil, ampak sem mislil, da se je to na tisto situacijo bolj navezovalo. Zdaj, konkretno pri tej raziskavi, se mi je zdel ta pač moj psihološki vidik čisto dovolj za ta namen. Nisem to razumel kot generalno smernico, da bi povsod probal gledati iz različnih perspektiv, recimo tudi te ekonomske. Okay. Mislim, v nadaljevanju, ne, ko boš, vidim, da ti grejo strokovne teme zelo dobro, ne, in boš vedno bolj zahtevne teme pokrival, ne, kar nekako ocenjujem, da jih zmoreš. Ampak te teme bojo šle vedno širše, ne? Torej bojo presegale, ne? Sam en strokovni vidik. Kak je to za tebe? Ja, mislim, v bistvu mi je všeč to. Mislim, vidim razvoj v tej smeri. Je pa tako, da ko so te operativne stvari, nekako ne gledam tako razvojno, ne? Ampak gledam v smislu, je treba to pač oddelati in takrat pol ne mogoče se lotim na način, ki bi mi pomagal na ta način napredovati. Strokovno misliš, ne? Strokovno, ja. Okay. V tej širini. Ja. No, bova prišla še mogoče do tega. Zdaj pri koordinaciji tima, ne, mogoče sem se prav označil, tu si pa tudi ti bil malo bolj kritičen, ne, pri oceni te kompetence oziroma pri svoji, pa tudi jaz sem nekaj še rezerv opazil, pa ti dam najprej besedo, no, mogoče, da mi pojasniš. Ja, tu vidim prostor za rast, ker vidim, da ko je preveč stvari, se hočem sam lotiti in ne dovolj učinkovito delegiram, razporedim dela in opažam to pri sebi, no, da sploh v zadnjem letu, ko sem dobil mogoče malo več teh odgovornosti, je prostor za napredek. No. Ja, vse podobno tudi jaz vidim, ne, da narediš tipi-topi zadevo, ne, ampak jo pogosto narediš tudi sam. Ne, tak, čeprav, ne, če imaš en projektni tim, ki ga je treba, mogoče zadnjič je tudi prišla sodelavka do mene pa je rekla, a veš, da v tem projektu se pa podeliti, ne, se pa ne počutim zdaj toliko, ne vem, pomembno, a me rabijo tam. Seveda te, ne. In
Rekel, ja, kaj pa razlog, da se ne počutiš tako pomembno? Rekla, ja, sej na koncu nekaj naredim, Erik pregleda, pol naredi po svoje, oziroma Mitek vse popravi. In je rekla, ne vem, če spadam z ja, ne. Zato sem hotel, mogoče bi že ti mogel prej povedati, no, ta povratna informacija, tudi s tabo deliti. Ja, sej je, ker opažam, da kar se sodelovanja tiče, imamo dobre odnose, ampak ko se pa gre za to, da je treba nekaj skupaj narediti, pa res imam ta občutek recimo odgovornosti, ki ga mogoče malo preveč vežem nase to, no? In hočem potem jaz med zadnjo besedo, pa pregledati, pa tudi kar od začetka narediti sam, no? Kaj pa je razlog, da imaš tim? Ja, dobro vprašanje. Kje vidiš doprinos pol drugih v timu? Ne, načeloma jih jemljem kot pomoč, ampak lahko ne bi bili samo pomoč, ampak res bolj soustvarjalci, ne. Pravi, kot asistenco tebi, da boš boljše... Zaenkrat je bolj tako, ja. Okay. Zdaj vidim, da si se nasmejal, da ti je dalo nekaj zamisliti, kaj razmišljaš trenutno. Ja, ta vpogled sem v bistvu ta moment dobil, da bi bilo tudi meni lažje, če bi gledal na sodelavce kot na sodelavce, ne kot pomočnika. Zanimivo. Kako bi bilo pa sodelavcem? Ja, sploh glede na to, tudi, kar je rekla sodelavka, verjetno bi se počutili bolj pomembne, ker tudi dejansko bi imeli večjo težo. Zdaj te dve teme, ne, na koncu nekako sta povezani, ne, tista trening, ki si šel, ne, si mi ga prej razlagal, je bil ravno namenjen temu, ne, kako vključujoče voditi, ne, ker sem mogoče rekel malo bolj kritično. Prej, ko si postavljam odprta vprašanja, kar je super. Kaj bi iz tega, kar smo se zdaj pogovarjala, ti videl recimo kot eden ali pa dva, maksimalno dva cilja za nadaljnje leto, ker ti lahko še jaz pomagam, pa se tudi ti aktiviraš nekoliko bolj. Kje vidiš recimo tu največ prostora oziroma kaj konkretno bi lahko premaknil naprej? V bistvu že na tem projektu, ki zdaj delamo, da bi malo zbudil sodelavce in jih spodbudil, da v bistvu vzame odgovornost za nek del in niti ne, da jaz pregledam, ampak na sestanku povejo, kaj so naredili, pa se skupaj potem uskladimo za naslednje korake. V kolikšni meri si že zdaj pripravljen na ta način dela v tem trenutku? Zdaj si mi lepo povedal, ampak v praksi potem včasih kaj zašteka. V bistvu lahko bi šel mogoče res še enkrat čez tiste zapiske iz tistega izobraževanja v vključujočem vodenju, pa ne uporabljal to samo za sodelovanje z sodelavci, ampak tudi pri vodenju res projektne skupine. Tako da se mi zdi, da znanje imam na dosegu roke, ga moram samo osvežiti, zdaj to pa veščina, to bom mogel malo trenirati. Ti lahko pomagam tu? Ali pa kdo drug? Mogoče ironično trenutno ne vidim, kako bi mi lahko nekdo drug pomagal pri tem, ne? Okay. Kaj pa je lahko moja vloga, recimo, da bo to čim bolj zaživelo? Da ne bo dobra ideja, ki potem... Da tudi mogoče, ker imaš pregled, kdo ima koliko obremenitev, da pri tem, ko se dogovarjamo, recimo, če delegiram, kdo bo kaj delal, da tudi upoštevam, da ne bo pol nekdo preobremenjen, sploh tisti, ki hitro rečejo, ja, pa skočijo na stvari, ampak da to malo porazdelimo tako, da tisti, ki mogoče se vseeno malo bolj držijo zadaj, pa ti veš, da nimajo zdaj toliko recimo dela na zalogi, da mogoče njih spodbudim, da kaj prevzamejo. Kako bi pa to najlažje naredila? Se mi zdi pomembno, ja? Mogoče, da se uskladiva en klic pred projektnim sestankom. Okay. Da te malo vprašam, kje so, se pol bom tudi z njimi govoril, ampak mi malo pomaga, če imam tudi tvojo perspektivo. No. Ok, zmenjeno. Samo še to te bi vprašal. To lahko narediva, kdaj, kako začneva? Razumem, kdaj, kako začneš ti z bolj aktivnim delom na tem področju? Ja, čez 2 tedna v četrtek imamo sestanek, tako da v sredo bi se slišal s tabo popoldne, če imaš čas. Malo me edino skrbi, ne, ker bo to, recimo, težko boš kaj v planu, načrtu, ne, prilagodil. Kaj bi pa pomenilo za tebe, če bi do naslednjega tedna pripravil en tak, kako bi ti lahko nekoliko bolj vključil različne člane tima,
pa potem, ko to pogledam, lahko jaz dam feedback, v katerem obdobju so nekoliko bolj prosti, v katerem ne, da imava malo bolj konkretno začrtano. Okay. Se pa pol vseeno moram z njimi uskladiti na sestanku. Ne? Razumem, ja. Ja. Sam boš imel pa mojo podporo. Lahko pa imam načrt, pa podporo. Okay. Ja, spred do naslednjega tedna, da en tak načrt pripravim. Kjer dan napiševa? Četrtek bo ok. Četrtek, v redu. No, pa po četrtek do 11. sem tu, no. Dej se prosim, lahko daš kar koledar, pa se dobiva, pa pogledamo. Okay. Super. Hvala. Hvala tebi.